Ameriško biotehnološko podjetje je sporočilo, da jim je uspelo premagati čas in po 10.000 letih oživiti izumrlega krvovolka. Ta plenilec iz zadnje ledene dobe naj bi znova zaživel s pomočjo genetike. Toda znanstveniki opozarjajo, da to ni čisto res. Lahko bi celo rekli, kot je nekoč nekdo butalcem prodal bika in jim rekel, da je to zmaj, nam skuša zdaj nekdo vsiliti volka v preobleki. Janez Usenik. Je tole zvok, ki ga naš planet sliši prvič po 10.000 letih? No, tako trdijo v zasebnem ameriškem podjetju Colossal, kjer trdijo, da so na osnovi genskega materiala iz starih fosilov obudili zdavnaj izumrlo vrsto krvovolka. We edited grey wolf cells to contain those direwolf DNA variants. Zgodba je završala po svetovnih medijih, a znanstveniki po vsem svetu so zmajevali z glavami. Tole niso krvovolkovi, pravijo. To so volkovi z nekaj genetske šminke, kjer so v genom volka vnesli nekaj posameznih genov, s katerimi so naredili izgled tega križanca, podobnega temu krvovolku izpred 10.000 let. Or at least what we think direwolves might have looked like, because we're not really sure what that is either. Je bil res podoben volku ali morda šakalu, hijeni? O tem samo iz okostja težko sklepamo. Zdi pa se, da so ga podjetniki hoteli narediti čim bolj takšnega, kot so si ga zamislili ustvarjalci serije Igra prestolov, da bi vzbudili zanimanje javnosti, seveda. Dejansko pa to nima nobene povezave z tistim pravim krvovolkom izpred 10.000 let, ker njegov genom je bil popolnoma drugačen. Res obuditi nekdanjo vrsto bi bilo v resnici veliko težje, kot je zgolj kopirati gene. V zadnjih letih smo se naučili, da ima okolje tudi zelo pomemben vpliv, tudi neposredno na samo aktivnost posameznih genov, lahko tudi skozi generacije. In zaradi tega zagotovo ne moremo zagotoviti enakih okoljskih vplivov, kot so bili pred recimo 10.000 leti. In tako početje bi bilo moralno sporno. Kam bi naselili te živali, saj danes njihovega okolja ni več? V sodobnem gozdu bi prišleki iz nekega drugega časa lahko povzročili ekološko katastrofo. Številne živalske vrste izumirajo pred našimi očmi in mislim, da bi bilo bolj pametno usmeriti sredstva in napore v to, kot pa v sanje, da se bo preteklost vrnila.